Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju, ki smo ga poimenovali Kako zaščititi podatke podjetja ter zmanjšati operativna in finančna tveganja, na katerem nam bo predavatelj Dalibor Vuković predstavil, zakaj podjetja potrebujejo celovite varnostne rešitve in kako vam ustrezna zaščita pred kibernetskimi napadi zagotavlja zmanjševanje operativnih in finančnih tveganj. Današnji spletni seminar bo potekal približno 30 minut, potem pa bo naslednjih 15 minut Dalibor na voljo za vsa vaša vprašanja. Ukolikor bi nas morali zapustiti prej, predlagam, da vprašanja pošljete na naslov kibernetska.varnost@telekom.si in potrudili se bomo, da vam na vprašanje kar najhitreje odgovorimo. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnji spletni seminar snema in da bo posnetek na voljo v nekaj dneh. Sedaj pa predlagam, da kar pričnemo, da se bomo čim bolj držali današnjega tajminga. Dalibor, izvoli, jaz ti kar predajam besedo. Mojca, hvala. Upam, da se zdaj slišimo, da bo tole šlo tako, kot mora iti. Evo, hekerji so nam jo zagodli, še preden smo začeli govoriti o njih, kaj bo šele do konca predavanja. Šalo na stran. Tako, jaz sem Dalibor Vuković, produktni vodja, specializiran za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije. V nekih mojih obsegih del in nalog je predvsem področje etičnega hekinga, izvajanje sistemskih varnostnih pregledov, penetracijskih testov, vdornih testov in pa predvsem kibernetska zaščita. Veliko svojega časa posvečam našemu operativnemu centru kibernetske varnosti, ki je neko stičišče vseh teh dogodkov, ki se dogajajo, pa vam bom nekaj takih tudi predstavil danes, da boste mogoče iz prve roke slišali, s čim se borimo v prvih bojnih linijah, ko govorimo o kibernetski varnosti. Mogoče prvi slajd. Poimenoval sem ga Paradoks naložb v kibernetsko varnost. Smešno, ampak dejansko iz prakse vidimo, da organizacije sicer porabljajo več denarja za različne tehnologije, kot so ga porabljale včasih. Ne glede na to, pa tudi opažamo, da se raven njihove varnosti ni bistveno spremenila. Če pogledamo v grafu za leto 2011, neki parameter, ki se giblje okoli 400, je v lanskem letu narastel za cirka 400%, se pravi, smo nekje na 1600, ne glede na to, da uporabljamo bolj moderna, bolj sofisticirana orodja. Zakaj mislite, da je temu tako? Zato, ker je kibernetski kriminal postal en zelo dober vir prihodkov raznim, recimo temu osebam, ki se mogoče v svojem profesionalnem času niti ne ukvarjajo z računalniki. Veliko takih je ugotovilo, da mogoče lahko sredstva, ki si jih nakažejo oziroma ki jih dobijo prek spletnega kriminala, na lažji način zakrijejo. In če pogledam tale slajd, izkušnje iz prakse, vam lahko povem, da se v kibernetski varnosti trenutno vse skozi strankam trudimo razložiti, podobno kot pri COVID-19, da grožnje dejansko obstajajo in da so resnične. En del jih sicer zaupa in poskrbi za varnost, veliko pa je nejevernih Tomažev, ki verjamejo, da ne morejo doživeti napada, oziroma rečejo, saj to je praktično nemogoče, dokler napada resnično ne doživijo. Velikokrat se na raznih predstavitvah soočam z izjavami sogovornikov, da oni niso zanimivi za napadalce, da nimajo konkurence, da je mogoče to preveč filmski scenarij. Seveda, konkurenco imamo vsi. Mogoče tudi takrat, ko mislimo, da mi nimamo konkurence, smo mi konkurenčni nekomu drugemu, nekomu,
ki mogoče dela manjše prihodke od nas in bi bil pripravljen marsikaj storiti, da bi te prihodke dobil. Ni nujno, da govorimo samo o spletnih kriminalcih. Torej, na desni strani slajda vidite, da imajo motiv poleg spletnih kriminalcev tudi hektivisti, tudi nezadovoljni zaposleni in pa seveda konkurenca. Kadar nekdo reče, glejte, vse to se ne da kupiti, to je samo v filmih. Mu jaz prezentiram tale levi del slajda, ki ga danes delim z vami. Torej, verjetno ste že slišali za Deep Web oziroma za Darknet. Tistih osnovnih 5% interneta, katerega velika večina pozna, to je RTV Slo, 24ur.si, Delo, Google, Gmail in tako naprej, Facebook, Twitter. Tam se res najbrž ne da takih reči kupiti. Nažalost pa je v globini noter možno marsikaj dobiti. In ena izmed takih strani, ki jih najdemo na Darknetu, je tudi ta, ki jo ne bom poimenoval, mogoče bo to naloga za tiste, ki želite kaj o tem več izvedeti, da se potrudite in probate ugotoviti, kako se do tega pride. Ampak tisto, kar je zanimivo, lahko vidite, da dobite za $500, to je dobrih 400 evrov, uslugo na Darknetu, kjer vam ruski heker Vladimir ponuja razbijanje Facebook ali Twitter accounta. Torej, hipotetično, ste malo za šalo, mogoče malo tudi zares strankarsko usmerjeni, imate proti kandidata in če mu želite ponagajati in vdreti v njegov Twitter ali Facebook account, s $500 na Darknetu to storitev enostavno kupite. Tisto, kar je za podjetja predvsem zanimivo je tale cena dol, $1800, kjer vidite full package deal, se pravi, da vam hekeri na Darknetu omogočajo dostop do profilov, do podatkov nekega podjetja in vi za to ne rabite narediti čisto nič, razen plačati v bitcoinih 0,16 po današnji valuti bitcoina. Torej, za cirka $1800 oziroma 1500 evrov vam je nekdo pripravljen pomagati pri pridobivanju podatkov vaše konkurence. Tu noter so lahko podatki o nabavnih cenah, to so lahko e-maili, to so lahko poslovne stranke vaše konkurence, korespondence med temi podatki. Če želite spletni trgovini ponagajati, za $900 dobite na Darknetu DDoS napade, torej Denial of Service napade, kjer lahko dejansko blokirajo neko spletno stran ali neko spletno prodajo. Skratka, da ne bi ravno preveč odkrival in preveč razlagal, kaj vse se da kupiti na Darknetu in na spletu, Vladimir je eden najdražjih, seveda je tudi eden najboljših, obstajajo tudi drugi, ki bojo za manjši denar zadeve naredili. In ko me nekdo vpraša, a je to filmski scenarij, a se to res da kupiti, mu delim to izkušnjo kot danes z vami. Mogoče nekaj primerov iz prakse. Mi smo dober mesec nazaj varovali strateški forum na Bledu. Politična elita iz Slovenije in okoliških držav. Mogoče sam problem nekega vdora in kraje nekih podatkov tu niti ni bil. Večji problem je, da bi se lahko tisti, ki so želeli ogroziti ta forum, povezali preko linije in direktno streamali neka svoja sporočila. To pa že ni več okusno. To pa že lahko nekdo v svojem imenu izraža neke svoje želje oziroma neka svoja videnja. Veliko klicev iz raznih občinskih uprav na tedenski ravni. Udrli so nam v sistem, ukrali so nam podatke, blokirali so nam računalnike. Potem osnovne šole. Zdaj smo se srečevali pred začetkom, torej nekje v začetku septembra, s celim kupom vprašanj raznih osnovnih šol. Imamo kriptirane računalnike, nekaterim so jih zakriptirali 5, drugim 20, nekaterim vse računalnike. Skratka, to so vse te nevarnosti, ki pretijo na spletu, ki so vsakodnevne in dokler
dokler tega ne občutimo na lastni koži, mislimo, da je to nemogoč dogodek, da to ni izvedljivo oziroma da je to predvsem filmsko. Prejšnji teden, mislim, da je bilo prejšnji teden, ja, ko sem v nedeljo bral aktualno novico, sem ugotovil, da na Madžarskem Telekomu doživljajo kibernetski napad. Mogoče 8 ur potem smo mi že zasledili prve DDoS napade na podjetja po Sloveniji. Se pravi, s par urnim zamikom smo tudi mi v Sloveniji doživljali napade. Pa recimo v redu, kibernetski napadi in se ga mogoče ne bojimo, dokler ta ranljivost ne ogroža človeških življenj. Verjemite, da smo se tudi s tem že soočili. Torej, ko kibernetski napad doživi zdravstvena ustanova. Če neki zdravstveni ustanovi blokirate računalnike, jih napadete s kriptovirusom, lahko v trenutku neke operacije, nekega operativnega posega računalnik zamrzne. Ne? Torej, tisto, kar želim povedati, je, da smo vsi ranljivi. Sicer ne vem, koliko slušateljev prihaja iz segmenta malih in srednjih podjetij, je pa po vseh statistikah največja ranljivost ravno v malih in v srednjih podjetjih. Velika podjetja še nekako investirajo v boljšo kibernetsko varnost, kupijo neka moderna orodja, s katerimi se lahko vsaj delno zaščitijo ali pravočasno prepoznajo neke vektorje napadov. Mala in srednja podjetja so pa tista, ki si pa že za lastno delo sposojajo računalničarje, se pravi najamejo zunanje podjetje, ki jim naloži neko programsko opremo, ki jim proda računalnike in so dodatno izpostavljeni vsem tem vektorjem napadov. Pogoste ranljivosti, mogoče čisto na hitro, šibka gesla. Iz prakse vam povem, če vi generirate geslo, ki ima manj kot 8 znakov, vam ga z določenimi orodji, ki jih uporabljamo v svetu hackinga, temu rečemo skrekamo v nekaj minutah. Torej, imamo orodja, s katerimi lahko v primeru, da dobimo neko ali prek RDP-ja, se pravi nadaljavo ali kakorkoli povezavo z vašim računalnikom, relativno hitro dobimo vaša gesla. Mogoče bo kdo rekel, ok, pa imam več kot 8 znakov v geslu, jih imam 10, ampak spet, če so ti znaki preveč enostavni, če so povezani z vašim imenom, priimkom, obstajajo računalniki, ki delujejo zelo hitro in odkrivajo ta gesla, mogoče ne v minuti, 2, ampak smo spet znotraj nekih okvirjev 1 do 2 dni, kjer lahko dobimo neko realno geslo. Torej, šibka gesla je zelo pogosta ranljivost. Mogoče na svet tule ne bi bil odveč, da če uporabljate gesla in ne neke druge autentikacije, uporabljajte 12-mestna gesla, pa naj bodo mešana torej iz črk z malimi in velikimi znaki, z številkami, s kakimi posebnimi znaki, kot so klicaj, minus in tako naprej. Skratka, to so vse oteževalne okoliščine za kibernetske kriminalce in tiste, ki vam želijo kakorkoli ponagajati. Mogoče se zdi zapleteno, pa ni. En kratek nasvet, kadar generirate geslo, probajte izhajati iz nekega pregovora, katerega vi poznate, ki vam je ljub, in pobirajte prve črke vsake besede, vmes vstavite še neko vam znano številko in na koncu mogoče klicaj ali vprašaj. S tem boste bistveno otežili delo napadalcem. Potem imamo tle privilegij nadpovprečnega uporabnika. Kaj opažamo pri malih in srednjih podjetjih? Oseba, ki uporablja računalnik, ima dostop tudi do strežnika, ali je to strežnik, na katerem se skriva kakšna baza, kakšni drugi podatki. Skratka, če imamo v podjetju zaposlenih 5 oseb, lahko s svojimi gesli dostopajo tudi do strežnika. To je problem nadpovprečnega uporabnika. Torej, tisti, ki se ne ukvarjajo eksplicitno z računalniško infrastrukturo, ne smejo imeti gesla, ki bi lahko kakorkoli posegala v strežniški sistem. Tudi tisti, ki dostopate do strežnikov, pa imate več strežnikov, ni važno, so to virtualke, ali so to strežniki kot mašine, imejte za vsak strežnik svoje geslo, ker
če udrejo eno geslo in je to geslo enako za vse strežnike, vam poberejo več podatkov, imajo dostop do večje baze vaših informacij. Potem so problem nešifrirani podatki v omrežju. Zdaj že leta poznamo in tudi v Telekomu svetujemo tako imenovano VPN storitev, Virtual Private Network, kjer se podatki znotraj komunikacije, sploh pod pogojem, da od doma delate, ne? Zdaj v situaciji, v kateri smo se znašli, veliko ljudi dela od doma. To niso več samo direktori ali ravnatelji ali neki svetovalci, tudi učitelji, tudi ostali zaposleni znotraj nekih segmentov proizvodne delajo nadaljavo. Temu rečemo RDP oziroma Remote Desktop Protocol, ko vi lahko iz svojega računalnika dostopate na mašino v službi in če nimate neke adekvatne zaščite, je to sila enostavno za strokovnjaka z področja informacijske varnosti prestreči oziroma se infiltrirati v okolje in pridobiti te podatke. Torej, verjetno, če zaposlujete računalničarje, že sami uporabljajo VPN, da se z njihovih domačih računalnikov v vaše delovno okolje ne bi nekdo mogel infiltrirati. Ampak priporočilo je, da to tudi ostali uporabljate. Potem so tu razni SQL injectioni in tako naprej, se pravi vdiranje v baze podatkov za tiste, ki imate spletne trgovine, kjer je možnost prek spleta dobiti razne podatke o vaših strankah, podatke o vaših uslužbencih. Seveda, vi kot tisti, ki ste nek poslovni subjekt, pa ste odgovorni za te podatke. Kje nastane problem? Problem nastane, če ste se poglobili v GDPR, GDPR oziroma Zakon o informacijski varnosti, tiste, ki ste mu podvrženi, morate vi adekvatno skrbeti za podatke vaših strank. Torej, če jaz s hekerskim napadom pridem do podatkov vaših strank in če to pride v javnost in po možnosti še niste prijavili tega, ste v prekršku. Ne bomo govorili o kakih številkah se tu govori, ker nekateri bi lahko plačali minimalno vsoto, nekateri drastično veliko, nekateri bi jo odnesli z opominom, ampak že sama kompromitacija v vaš sistem je kompromitacija vašega podjetja. Ne? Če si poskušam predstavljati, da nekdo vdre v nek sistem, ki se ukvarja z kritično infrastrukturo, nek sistem, ki nam, bom rekel, mogoče na hitro, ki skrbi za vodovod. In tam notri so neke mašine, ki mešajo klor in klasično in vodo in da se izve, da je lahko nekdo dostopal do teh mašin, da bi nam lahko klor zamešal v nekem napačnem procentu. Ali če rečemo, da smo neka šola, kjer imamo podatke o mladoletnih osebah, kjer imamo zave neko bazo fotografij in lahko nek pretkan heker to bazo fotografij sheka, pobere fotografije in vrže na Darknet in jih prodaja pod otroško pornografijo. Torej, nepredstavljive razsežnosti za nekoga, ki mogoče ni v tem segmentu. Verjemite pa, tisto, kar sem vam prej pokazal, torej Darknet, da to obstaja in tisti, ki imajo motiv, so pripravljeni to plačati. Če gremo naprej, zakaj je napad uspešen? Torej, že v štartu sem nekaj na to temo rekel, pa mogoče še 3 minute ne bi bilo več. Torej, delna pokritost groženj. Kaj to pomeni? Vektori kritičnih napadov ostanejo brez nadzora. Če govorimo o podjetju, kot je Telekom, ki, morate vedeti, spada v kategorijo kritične infrastrukture, je največji ISP provider, torej Internet Service Provider in nekdo, ki v svojem segmentu varnosti pomaga tako javnim inštitucijam kot privatnim inštitucijam, represivnim organom, ostalim varnostnim organom, že ima ta visibility, ta vpogled v nek svoj sistem. Manjše kot je podjetje, manj denarja lahko investira v to vidljivost, v ta visibility. Torej, kaj to pomeni? Dan današnji, če kupite računalnik in imate gor samo Microsoftov, Windowsov antivirusni program, ali če se odločite pa kupite od nekega podjetja klasičen antivirusni program, je to
zagotovo premalo. Morate vedeti, da vidljivost enega antivirusnega programa se zaključi na vaši delovni postaji. Pa še to je odvisno, kateri antivirusni program prepozna kakšno ranljivost. Torej, visibility oziroma ta vidljivost je drastičnega pomena. V nadaljevanju bomo govorili, kaj tudi pomeni vidljivost. Torej, zagotovo morate imeti pogled v svoje omrežje, v datotečne sisteme, v celo svojo infrastrukturo in ne samo na končni delovni postaji. Potem drugi problem, s katerim se soočamo, ko strankam svetujemo, vidimo rešitve več različnih proizvajalcev, ki pa niso najbolj kompatibilne med seboj. Vi, če kupite BMW kot vozilo, pa poskušate gor dati alu platišča od Volkswagna, ne bo šlo vedno skupaj. Niso po domače rečeno felge za en avto in za drug avto enake oziroma kompatibilne. Tako je tudi pri informacijskih rešitvah. Potem nekateri integrirajo celo preveč varnostnih rešitev, tudi to sem že opazil, da pridemo v nek segment, kjer imajo dva antivirusna programa vklopljena, pa niti ne vejo, kako je do tega prišlo. Potem so same kompleksne uvedbe in pa v povprečju podizkoriščena realna zmožnost opreme. Torej, kaj mislim s tem? Vi, da bi zaščitili svoje podatke, svoje poslovanje, svojo infrastrukturo, lahko kupite najboljšo opremo, če nimate kadra, ki bi to opremo adekvatno obskrboval, ste v bistvu podhranjeni. Torej, zakaj kupiti kombi, če sta v družini samo dva, pa spita po hotelih in mogoče delata v nekem strogem mestnem jedru. Torej, ne kupujte preveč stvari, če jih ne morate obskrbovati. SIEM je eno tako orodje, za katerega opažam, da so ga v zadnjih letih srednja in večja podjetja kupovala, vendar niso nikoli dobila polne vrednosti od njega. Zakaj? Zato, ker za pridobitev neke resnične vrednosti je potrebno vložiti še dodatno in to zelo veliko denarja in časa v strokovne storitve in pa v dnevno upravljanje. Če kupite neko tako mašino, morate imeti osebo z področja informacijske varnosti, ki je specializirana za dnevno konfiguriranje tovrstnih reči in za dnevno upravljanje tovrstnih reči. Nekaj pustiti, recimo temu tudi firewall ali požarna pregrada. Večkrat ta izraz slišite. Če ste ga kupili od nekoga in ima po možnosti še default konfiguracijo in to nihče ne vzdržuje, ste že zdavnaj paseja, so vas že prerasli kriminalci in so našli varnostne luknje, za katere vi niti ne veste, da obstajajo in vam ta aparatura čisto nič ne pomaga, ker ni redno obskrbovana. Potem so tu premajhni računalniški oddelki. Podjetje, ne vem, če je to računovodski servis, tudi teh primerov smo imeli precej, kjer sta 2-3 računovodkinje, si niti ne morata privoščiti posebej računalničarja. In ko pade kriptovirus in vam zaklene oba računalnika, pa možnosti še glavni strežnik, nimate IT strokovnjaka, ki bi vam kakorkoli pomagal, ste to spet v bistvu zgubili veliko denarja, ne glede na to, da imate sodoben računalnik pa antivirusni program gor. Potem ne nazadnje tudi čas tisti, ki nas ovira. Če se ukvarjamo s svojo primarno rešitvijo, s primarnim poslom, rečemo, saj nam vse funkcionira, niti nimamo časa se zdaj z varnostjo na računalnikih ukvarjati. Skratka, cel kup enih faktorjev, ki nam znajo ponagajati. Zdaj bi pa porabil nekaj besed oziroma nekaj časa za sodobno kibernetsko zaščito, mogoče za tiste, ki niste v samem segmentu cyber security-ja, da mogoče dobite eno realno sliko. Torej, najlažje je na predstavitvi nekega letala. Jaz ponavadi rečem takole, sodobna kibernetska zaščita je tako kot sodobno letenje. Na tej prvi slikici, mogoče jo niti ne vidite zadosti dobro, je kokpit potniškega letala, ki pred seboj vidi eno letalo. Torej, za vas je pomembno, da imate popolno vidljivost, tako kot jo ima pilot v vsakem trenutku v svojem letalu, morate imeti tudi vi popolno vidljivost svoje infrastrukture. Torej, za zbiranje vseh tistih signalov, ki jih potrebujemo, pa rabimo prave senzorje in to je ta druga slika. Torej, sistem mora pravočasno obdelati vse okoljske signale,
in mora biti tudi avtomatiziran na določena ustrezna dejanja. Torej, potniško letalo ima v sebi radar, ki spremlja, ali se nekdo v njegovi okolici giblje. Ima radar za vremenske vplive, kjer lahko reče, aha, prihajajo cumulonimbusi, izognimo se tej vrsti oblakov, ker kot piloti vemo, da so to nevihtni oblaki in moramo pravočasno se temu izogibati. Torej, imeti neko senzoriko, neke aparature, ki vam znajo prepoznati tujca v vašem okolju. Seveda, sistem mora biti avtomatiziran, vendar, kot vidimo na tretji sliki, tudi pri najsodobnejših sistemih potrebujemo ljudi. Potrebujemo ljudske resurse, ki to vse skupaj spremljajo, da se prepričajo, da sistemi v danem trenutku delujejo tako, kot bi morali. In pa mogoče najpomembnejša stvar današnje debate 24/7. Torej, varnost edina in sprejemljiva je 24/7. 24-urno spremljanje neke ekipe, ki zna skrbeti za vašo varnost. Če pogledamo neke življenjske vrednote, je poleg osebnega zdravja in družine varnost tista, ki bi rekel, da večini ljudem pomeni neko zelo visoko vrednoto. Pri meni osebno je tako. Torej, na varnost ne moramo gledati 8/5. Če imate računalnik v službi in imate antivirusni program in ste vi 8 ur delali in potem, ko greste domov, pozabiti na varnost. Torej, nekdo mora biti odzadaj, nekaj mora funkcionirati, da varuje vaš informacijski sistem tudi takrat, ko vas ni doma. Ker verjemite, da hekerji in kibernetski kriminalci spremljajo vašo situacijo v povprečju od 100 do 200 dni. Torej, po tistem, kar iz prakse lahko rečem, je, da ko pridemo v neko delovno okolje in ugotovimo, da so bili tarča kibernetskega napada, tarča kriptovirusa, ko začnemo izvajati digitalno forenziko, relativno hitro ugotovimo, da so se po 100 in več dni tujki not ustavljali. Torej, razni exe fajli, razne datoteke, ki vam bojo spremenile nastavitve v računalniku, ki bojo spoznale vašo user behavior analitiko, ki bojo vedele, da vi delate od ponedeljka do petka 8 ur, da v soboto ali v nedeljo ni nobenega na delovnem mestu in tako naprej. Torej, kaj pa je sploh idealna rešitev za take stvari? Če smo problem odprli, ga moramo znati tudi rešiti. Ne? Po mojem mnenju popolna vidljivost kot prva. Torej, morate imeti dostop do svojih endpointov, do networkinga, do userja in seveda nek deception oziroma neko zavajanje, recimo temu napadalca. Ne? Nastaviti neko past, kamor se on ujame pravočasno, da vas ne bi ogrozil. Seveda govorimo o nekem idealnem primeru, ne? Ker zagotoviti popolno okolje je nemogoče. Ampak v idealnem primeru pa je to en izmed delov, ki ga morate imeti. Potem je avtomatiziran odziv. Ne morate se konstantno odzivati na vse false pozitive, ker velik napak je tudi takih, ko mislimo, da je že hekerski napad, pa ni. Ne? Zato morate imeti avtomatiziran odziv, neka orodja od zadaj, ki vam pomagajo pri odzivih na te false pozitive in pravočasno zamejijo nekaj, kar niti ni pomembno, ne? In se odzovejo samo na tisto, kar je pomembno. In pa seveda 24/7 neko spremljanje neke ekipe za kibernetsko varnost. Seveda to se, predpostavljam, poraja vprašanje, ja, to je filmski scenarij, imeti 20 ekranov in nekoga, ki to spremlja in nikoli ne spi. To je absolutno predrago. Pa bomo videli v nadaljevanju, na kak način smo se mi s tem problemom soočili in boste imeli možnost spoznati, da to niti ni tak bav, kot je včasih bil. V parih stavkih bi vam predstavil dejansko našo postavitev tega sistema v praksi. Torej, skozi leta ukvarjanja s kibernetsko varnostjo smo prišli do neke rešitve, ki nam problem rešuje na 3 nivojih. Prvi je ta plavi nivo, ki ga imenujemo strokovno XDR. Torej, vsaka zaščitena infrastruktura bi morala imeti na končnih postajah Next Generation antivirus, torej nek antivirusni program, ki je bolj napreden od teh klasičnih, ki se še vedno uporabljajo. To bi lahko rekli, da je recimo antivirus na proteinih, če se malo pošalim.
Potem naslednja stvar je endpoint detection and response. Če je next generation na proteinih, je ta na steroidih. Torej, ta že zna spremljati in se že odzivati bolj inovativno na vse težave znotraj okolja. Potem je tu zelo pomembna user behavior analitika. Torej, moramo imeti senzoriko, ki zna znotraj našega okolja spremljati, kdo v danem času na danem mestu uporablja računalnik, katere so tiste stvari, ki jih počne, da bi izven njegovega delovnega časa, če se nekdo priklopi na njegov računalnik, sistem avtomatsko prepoznal to odstopanje in obvestil ekipo, aha, tle se pa nekaj dogaja, ker če je Angelca delala od ponedeljka do petka od 8 do 4 in je prišla v službo vsako drugo soboto, je zagotovo nekaj narobe, če se zdaj na njenem računalniku odvijajo neki procesi, danes je pa nedelja 15:00. Skratka, takoj pade alarm in temu rečemo user behavior analitika, ki je povezana tudi z network traffic analitiko, torej z dogajanji v omrežju. To je četrta stvar, network traffic analitika. In pa, kot sem rekel, deception. Ne bi uporabljal preveč strokovne izraze, ampak tu res nisem našel pravega prevoda. To je neke vrste past. Torej, mi nastavljamo v omrežju pasti za tiste napadalce, za katere menimo, da bi znali biti potencialno nevarni. Torej, če se nekdo prilepi, se prilepi kot muha na past in mi v danem momentu dobimo signal, ko rečemo, aha, taj pa prišel iz nekega zunanjega okolja, z neko zunanjo opremo in najbrž želi vohuniti oziroma pobirati podatke iz našega omrežja. In to je tisto, kar potrebujete, da ne bi potem mi ugotovili, da je pa 200 dni nekdo bil v okolju, še preden ste ugotovili, da se ta oseba noter giblje. Potem tale zelena črta je response automation. Kaj bi to pomenilo? Torej, avtomatizirano preiskovanje. To vam upam, da bomo imeli minuto, dve na koncu, da vam to pokažem, kako to poteka. Mi dejansko iščemo z orodji, ki so avtomatizirana, iščemo vzroke, analiziramo vzroke in spremljamo možne posledice. Potem naslednja stvar je sanacija oziroma remediation. Torej, odprava te zlonamerne dejavnosti na našo infrastrukturo. Z orodji, ki jih uporabljamo, v danem trenutku, ko prepoznamo vir napake, lahko avtomatizirano ali, če želimo, tudi ročno izvedemo zaščito. To bi v praksi pomenilo, da če do nečesa pride v vašem okolju, se logiramo na ta računalnik izoliramo, da ne more nič od njega ven in od zunaj na njega noter, samo z nami poteka komunikacija, kjer obrišemo kriptoviruse, ostale viruse, ostali malware in ga usposobimo za normalno delovanje, da lahko potem ta računalnik spet normalno pride v delovno okolje, brez da bi kakorkoli ogrožal. Ta rdeča črta je pa tisto, kar je praktično najpomembnejše. 24/7, ekipa. Mi v našem operativnem centru kibernetske varnosti imamo strokovnjake z področja kibernetske varnosti, ki so 24 ur na dan ob tistih velikih monitorjih, ki jih gledate v ameriških filmih ali pa mogoče v kakih NATO filmih in spremljajo alarme. Torej, ko njemu zazvoni zvonček, pogleda, kaj se dogaja, v katerem podjetju, na katerem računalniku, takoj sproži triažni proces in nekje v 15 minutah zadevo omeji. Istočasno stranko obvesti in razloži, do česa je prišlo in z njo dogovori naslednje korake. Za sam konec, mogoče prednosti storitev v segmentu kibernetske varnosti. Torej, ko se odločate pokriti, zaščititi svojo infrastrukturo, glejte na način, da si radikalno zmanjšate vložen čas v samo uvajanje in upravljanje teh rešitev. Torej, če je vaša naloga učiti otroke v osnovni šoli, potem se ne morete vi osebno ukvarjati z varnostjo, ampak to date nekomu, da za vas adekvatno dela. Potem zagotovo je prednost prihranek pri investicijah. Če gledamo podjetja, ki morajo kupiti vse te antivirusne programe, endpoint detection and response mašine, user behavior analitiko, SIEM naprave,
naprave za analizo omrežnega prometa. To govorimo o 100.000 evrov. In če to ostane neizkoriščeno, ni smiselno. Potem prednosti storitev zaščite v tem našem segmentu je tudi kompatibilna zaščita pred najnaprednejšimi grožnjami in pa seveda razbremenitev internih informatikov. Če imate vi zaposlenega enega ali dva računalničarja, ki morata skrbeti za inštalacijo vaših računalnikov, za Active Directory, za group policy, za e-maile, verjemite, da ti fantje ne bodo imeli čas skrbeti tudi za samo varnost, ker to ni samo po sebi umevno. Torej, da razbremenite interne informatike, je smiselno razmišljati o tovrstnih storitvah, katerih govorim danes. In pa tisto, kar mogoče pade na naš konto, oziroma če rečem temu, da je to neka mala reklama za nas kot Telekom, torej zaradi izredno dostopne cene si take storitve zdaj lahko privoščijo že tudi mala in srednja in ne samo velika podjetja. Še 2 leti nazaj so bile take storitve rezervirane za največje firme, za kritično infrastrukturo in tako naprej. Skozi leta izkušenj, skozi evolucijo naših operativnih procesov smo uspeli priti letos do takšnih rešitev, da tovrstne storitve z minimalnim mesečnim nadomestilom ponujamo tudi najmanjšim podjetjem in vsem ostalim inštitucijam. Skratka, moram se tudi pohvaliti, letos smo pobrali vse vidne nagrade na področju kibernetske varnosti, ki spadajo v to kategorijo izvirnih ali pametnih rešitev, ravno s tem razvojem, evolucijskim razvojem, ki smo ga dosegli v zadnjem letu. Mogoče čist na kratko, če imamo še čas, bi pokazal v praksi, kako ta zadeva deluje, kako to zgleda. Vi, ko enkrat pridete, upam, da vidite tale moj ekran, ko enkrat pridete recimo v segment te varnosti, ki jo mi nudimo 24/7, ko vas po domače rečeno onboardamo, vam poinštaliramo kliente, vas imamo na takem radarju in kot vidite tlele, spremljamo file, userje, hoste in pa sam network. Tule ta sredinska številka, ki je nič, je score. Score pomeni, da je zdaj trenutno vse v redu, da imamo vse pod kontrolo. Ko ta score zraste za določeno podjetje, mi točno vemo, do kakega vira napake ali težave prihaja in preklopimo iz tega radarskega sistema v reševalni del, kjer najdemo aktualne napake, aktualne težave. In poglejte, tle imamo eno PowerShell malicious skripto, kjer je nekdo želel vdreti v sistem, zaznali smo ga skozi vse tele točke in tabele, ugotovimo opis vrste napake, potem desno proces 3, vidimo, kateri exe fajli so prišli not, kateri so okuženi, kaj je okuženo, sprožimo preiskavo, celo možnost imamo hešanja tega virusa ali te napake skozi virus total in ugotavljati, ali gre za zero day napad, nek nov, ali pa gre za nek napad, ki je že nekje bil in se je že pravočasno rešil. Skratka, s takim sistemom popolnega nadzora nekega informacijskega sistema v varnostnem segmentu je vaš nivo varnosti dvignen na bistveno višji nivo. Torej, trenutno v Sloveniji in tujini je to neki najvišji nivo zaščite. Kaj bo čez leto, 2, ne vemo, ampak trenutno je to tisto, kar je nekje na tem najvišjem nivoju. Na tej točki bi se vam jaz zahvalil za današnje poslušanje in vas mogoče povabil še k postavitvi kakega vprašanja, če to vprašanje je. Če ne, pa tako kot je že kolegica Mojca prej povedala, smo dosegljivi potem tudi preko e-mail naslova kibernetska.varnost@telekom.si ali pa konec koncev tudi preko telefona. Zaenkrat lepa hvala, moje pol ure je minilo, če pa je kako vprašanje, pa z veseljem odgovorim. Ja, tako je, Dalibor, kot zaenkrat vidim, vprašanj ni ali pa še ni, zato mogoče kakšno minuto še počakajmo.
Vmes pa bi te kar jaz vprašala, koliko časa v bistvu potrebujemo za to, da lahko vzpostavimo en tak varen sistem v enem podjetju? To je čisto odvisno od velikosti podjetja. Po navadi, če govorimo o velikih poslovnih procesih, o nekaj tisoč mašinah in neki enterprise rešitvi, kjer te družbe že imajo neke varnostne sisteme, kot je SIEM, kot so kvalitetni firewalli, mogoče EDR sistemi. Da to integriramo, lahko traja tudi do 3 mesece. Če pa govorimo o nekih srednjih, malih podjetjih, pa govorimo o nekaj urah. Ker v tem primeru pa mi v bistvu podjetju, če imajo svojega računalničarja, sistemskega administratorja, pošljamo en MSI file, katerega on poinštalira na vse delovne postaje, notri v tej skripti je že vse pripravljeno in od tistega trenutka jih mi že imamo na svojem radarju in jih začnemo spremljati. Vedno naredimo prvo sistemski varnostni pregled oziroma vulnerability scan, že zaradi naše varnosti. Torej tisti prvi dan ali pa recimo prvih 48 ur spremljanja, analiziramo vse njihove računalnike in jim potem recimo v enem tednu podamo uradno poročilo, kje ranljivosti smo videli, kje imajo stare mogoče Windows sisteme, kaj treba popečirati, nadgraditi kakšen sistem softversko, katere so te rešitve in svetujemo, da spravimo to stanje na pozitivo, potem pa od tega trenutka naprej so skozi ves čas 24 ur na dan, torej tudi ob 3 zjutraj pod našo kontrolo. V primeru, da se strinjajo, jim lahko tudi mi nadaljavo uredimo, saniramo računalnike, če pa ne, pa obveščamo, če potrebno ob 3 zjutraj obvestimo računalničarja, to in to se je zgodilo, ta računalnik smo izolirali, a počakamo do jutra, pa potem rešujemo. Skratka, če govorimo o segmentu mikro, malih in srednjih podjetij, je to nekaj ur, torej manj kot en dan. Če pa govorimo o nekih velikih družbah, kjer je nekaj tisoč mašin, pa odvisno od rešitve lahko traja tudi mesec, 2 ali 3. Ampak večinoma tisti, ki so najbolj ranljivi, so v tem segmentu, kot sem omenil, in to traja zelo kratek čas. Hvala. Prišlo je vprašanje in sicer zanima me cenovna politika, recimo podjetje z 20 zaposlenimi. Torej, verjetno govorimo o tem, kakšen strošek bi to bil. To bil za podjetje, ki ima približno 20 zaposlenih. Seveda, da bi dobili točno ponudbo, bi tu morali imeti še kaj več podatkov. A je od teh 20 zaposlenih še vmes kak računalnik, ki je strežnik, in a je to strežnik kot en strežnik, a je gor več virtualnih naprav, ampak za najlažji izračun, takole čez palec, pri firmi, ki ima 20 računalnikov, bi bil ta strošek pod 200 evri na mesec. Torej, če to pomnožimo z enim letom, je to nekje na 2000 evrov na letni ravni, s tem, da potem ne potrebujete nobenih dodatnih licenc za antivirusne programe, ker to dobite zraven. Torej, če že zdaj uporabljate McAfee, Symantec, kakorkoli, ni važno, nek antivirusni program, ta strošek, ki ga že imate za njega, lahko kar počasi ukinemo in je to integrirano s to rešitvijo. Tako da za neko podjetje, ki želi imeti najvišji nivo zaščite in ima nekje 20 delovnih postaj, se to začne nekje pod 200 evri. Torej, v tej ceni je zaščita na vaših končnih postajah, torej računalnikih, zaščita na vašem omrežju, zaščita vaših podatkov v lokalnem okolju in tisto, kar je najpomembnejše, 24 ur na dan strokovna ekipa strokovnjakov za kibernetsko varnost. Torej, vi ste od tistega trenutka naprej v našem operativnem centru na velikem monitorju, kjer analiziramo vse težave in vas v realnem času obveščamo. Torej, če bi prišlo v praksi do kriptovirusa, ta računalnik nadaljavo omejimo, vas pokličemo, povemo, dobili ste kriptovirus v hišo, prišel je na en računalnik, ostali lahko normalno delajo, torej 19 računalnikov bo normalno delalo, tega bomo pa zdaj začeli popravljati. Če je to neko projektantsko podjetje, ki ima noter
ne vem, toliko in toliko intelektualne lastnine, pomeni, da 19 ljudi normalno tisti dan dela ne izgublja nobenega časa, mi se ukvarjamo s tistim računalnikom, ki je bil s kriptovirusom napaden. Isto pri ostalih zadevah, ali je to šola, ali je to javna inštitucija, ali je to privatna inštitucija. Torej, cena je za 20 računalnikov pod 200 evrov trenutno na mesečni ravni. Hvala, Dalibor. Odgovor je super, to je več kot zadovoljiv odgovor. Hvala lepa. Upam, da smo s tem odgovorili tudi na vprašanje, kakšna je okvirna naročnina za podjetje z manj kot 100 napravami, ker je Ja, seveda. temu primerno malenkost višja, ampak verjetno se iz tvojega prejšnjega odgovora lahko pomagajo. Ja, poglejte, če govorimo o segmentu 100 naprav, potem že iz prakse sklepam, da v takem podjetju imate strežniške sisteme. Ni važno, je fizično en, dva, zelo pomembno je, koliko imate virtualk gor, virtualnih strežnikov. Vsak strežnik je svoja licenca, pri takem podjetju lahko dosežemo nekje za neko normalno poslovanje 10 virtualnih strežnikov in pa recimo 90 do 100 delovnih postaj in pridemo, seveda, ko govorimo o večji količini, je potem tudi cena teh licenc nižja. Zagotovo je pa ta cena pod 1000 evri na mesec. Zdaj, a smo tle na 700-800, vam bom težko rekel, ker bi moral imeti več podatkov, ampak tu je nekje ta cena. Verjemite, če imate 100 naprav in to spada v kategorijo srednjih podjetij, v primeru, da dobite kriptovirus, bo ta cena 100.000 evrov v bitcoinih za tiste, ki so vam kriptovirus potaknili. Da ne govorimo o izgubi renomeja. Skratka, zagotovo s to ceno, o kateri govorim, bi prišli čez. Dalibor, hvala. Še eno vprašanje imamo in sicer gospod Janez sprašuje, po čem prepoznate kriptovirus? A to ga prepozna ta vaš softver, ki ga inštalirate? Sprašujem za primer, če kriptovirusa antivirusni programi še ne prepoznajo. Ja. Hvala za vprašanje. Torej, kot sem prej pokazal, obstajajo spletne strani, ki Virus Total je ena izmed takih baz, kjer so vsi virusi, lahko tudi kripto, ki so že prepoznani. Od zadaj je veliko umetne inteligence, veliko avtomatiziranih orodij, generalno po svetu, govorim, ne samo pri nas, ki prepoznavajo tako imenovane skripte. Torej, če rečemo, da z Metasploitom napademo ali pa izdelamo neko PowerShell skripto, ki bo dvakrat kodirana, ki bo tudi zamegljena in bo vsebovala nek Mimikatz. Mimikatz je odprtokodno orodje, ki nam krade, izkorišča poverilnice sistema Windows, torej uporabniška imena in gesla, in se lahko tudi giblje lateralno po celem podjetju. To pomeni, če to dobimo noter, nam lahko pokrade vsa uporabniška imena in gesla. To je imela recimo Petja, eden izmed zadnjih ransomwareov, ki je bil aktualen, ali pa skratka vsi ti ta večji antivirusi. To obstaja radar v našem sistemu, ki to prepoznava. Če pa prihaja do infiltracije nekega ransomwarea, kjer ponarejamo končnice, da nima teh klasičnih končnic, po katerih sistem prepozna, ga pa avtomatsko vrže v to karanteno, kjer ga naši strokovnjaki preverijo. Še ročno, da ne bi prišlo slučajno do infiltracije neke skripte v sistem, ki bi lahko kakorkoli zablokirala delovanje računalnika. Ok, hvala, upam, da je odgovor zadovoljiv. Dobila sva še pod vprašanje današnjega udeleženca, ki je spraševal za ceno za podjetje z 20 uporabniki. Morda samo še pod vprašanje, koliko znaša okvirno sam varnostni pregled, torej za tako veliko podjetje, predno se gre potem v zakup licenc? Jaz sicer nisem prodajalec, sem bolj tehnično usmerjen, ampak ne glede na to, vam bom vseeno odgovoril, upam, da ne bojo kolegi zamerili, pa da se ne bojo jezili name, ampak tako je.
Sama izvedba sistemskih varnostnih pregledov ali penetracijskih testov se obračunava po človek dneh. Cene na tržišču tistih, ki se s tem ukvarjate ali pa ki vsaj delno stvar poznate, se gibljajo nekje med 600 in 800 evri. Delo se kategorizira na človek dni, ampak v tem vašem primeru to niti ni pomembno vprašanje, zato ker vi to dobite brezplačno znotraj tega, ker mi v bistvu s tem, ko vam naredimo varnostni pregled v integraciji v naš sistem, ščitimo tudi svojo infrastrukturo. To pomeni, da če se v primeru, da se stranka odloči, da ima firmo z 20 zaposlenimi, taki varnostni pregledi so od 4.000 pa kje do 10.000 evrov ali pa še več naprej, vi tega stroška sploh nimate. Vi znotraj enega sistemskega varnostnega pregleda, če se odločite za to rešitev, o kateri govorim, ste zaščiteni nekaj let lahko, a ne? Ker dejansko, ko vas bomo onboardali, ko vam damo 20 mašin, vaših 20 klientov na naš sistem, tisti trenutek začnemo mi izvajati vulnerability scan. Ker kaj pomeni sistemski varnostni pregled? Sistemski varnostni pregledi se izvaja z avtomatiziranimi orodji. Ali to Nessus ali Nexpose, ponavadi uporabljamo 2 orodja, da dobimo nek referenčni podatek, če kje odstopa, pa nekje brez pravic, drugje potem s power user pravicami, da vidimo, kje odstopa in pripravimo končno poročilo. V tem vašem primeru 20 računalnikov tega sploh ni, ker mi dejansko, ko vas bomo onboardali na naš sistem, začnemo avtomatiziran sistemski varnostni pregled izvajati zaradi nas, ker tudi mi ne želimo karkoli imeti v našem omrežju. V 48 urah to izvedemo in nekje v prvem tednu delovanja na našem sistemu, po prvem tednu delovanja vi dobite uradno poročilo sistemskega varnostnega pregleda, v katerem mi dejansko napišemo, katera orodja je treba nadgraditi, kaj je treba popečirati. Kratko in jedrnato, nimate stroškov, za vas je to v bistvu gratis. Hvala, se lepo zahvaljujem. Samo še eno vprašanje, in sicer vaši strokovnjaki morajo imeti veliko znanja. Kje to znanje pridobivajo? Ja, tisti, ki se vsaj delno ukvarjate z informacijsko varnostjo, verjetno veste, da je tisto, kar je najbolj pomembno, so ti ljudski ali človeški resursi. Firme, ki se ukvarjamo s cyber securityjem, iščemo znanje povsod. Torej, prvo, kar je, moraš biti entuzijast. Velikokrat boste videli, da so odzadaj neki certifikati in licence, s tem ni nič narobe. Tudi mi jih imamo zato, da izpolnjujemo določene pogoje. Ampak za znanje v tem segmentu je potrebna samo iniciativa. To pomeni, da je tvoja služba tvoj hobi, kar pomeni, da dejansko zvečer, ko družina spi, študiraš, bereš. Imamo pa to srečo v Telekomu Slovenije, da, verjemite, 20 let sem delal v mednarodnem okolju, toliko deležen, toliko možnosti izobraževanja, kot sem tu, nisem bil še nikjer. Skratka, izobražujemo se v tujini, ali je to Amerika, ali je Izrael, ali ravno ta teden bi morali imeti naša ekipa Security Operations Centra izobraževanje sodelavcev, kolegov iz Tel Aviva. Gospod, ki bi moral odpredavati, je zbolel, smo to prestavili. Torej, šolamo se po mednarodnih inštitucijah, certifikate delamo v Ameriki, v Sloveniji, po Evropi. Ne glede na vsa ta izobraževanja, vse to znanje pa pridobivaš s praktičnimi primeri, s praktičnimi casi. Vi morate vedeti, da mi dejansko že samo našo infrastrukturo, če pokrivamo, smo daleč, bi rekel temu, z izkušnjami, kar se tiče računalniške opreme. Govorimo o 10.000 napravah. Potem pa, če še vklopimo naše stranke, pomeni, da če vsak dan delaš na caseih, na primerih in vsak dan doživljaš, en tak napad kriptovirusa, ki ga doživi, ne vem, neko podjetje enkrat v 2-3 letih, mi se s tem soočamo na dnevni ravni. Torej, vi doživite to enkrat, dvakrat v življenjskem ciklu, nas pa vsakodnevno kličejo inštitucije. Na vseh teh napakah se učimo in mislim, da potem tudi to znanje nekako pride z leti. Ja, Dalibor, vprašanj ni več. Mislim, da so bili tvoji odgovori več kot izčrpni. Zato se vam na tem mestu lepo zahvaljujem.
In vas hkrati vabim, da se nam pridružite na našem naslednjem spletnem seminarju, ki bo 22. oktobra. Na njem pa nam bo Borut Krobolšek predstavil požarne pregrade kot prvi korak do varnega poslovanja. Še enkrat hvala za vašo današnjo pozornost, lep pozdrav in upam, da se kmalu spet vidimo. Hvala lepa, srečno.